Živijo, sem Marko Pavčnik, šef in lastnik restauracije Pavos. Danes vam pokažem nekaj trikov, kako kuhati z čim manj zavržene hrane. Pa gremo v kuhno. Zagotovo imate vsi v domačih omarah več vrst testenin, ki jih niste do konca porabili. Danes bom za vas pripravil en poseben recept, ki prihaja iz Napolija. Reče se mu pasta mista in za katerega boste porabili samo 20 minut svojega časa. Najprej damo maslo in olivno olje v kozico. To je meni osebno najbolj priljubljena mešanica za pripravo testenin pa rižot. Tako, zdaj bomo prepražili na lističe narezano čebulo, korenje, slanino in pa tudi česen. Pražimo na srednji temperaturi, da se nam sestavine ne zažgejo. V tem trenutku tele sestavine neverjetno dobro dišijo. Tako da potem boste vedeli, da je pravi čas, da začnete dodajati ostale sestavine. Najprej dodam do polovice zmiksan fižol, kar bo jed naredilo zelo bogato. Zdaj bom dodal še kozarec belega vina, uporabljajte suhega, ne sladkega. Počakajte, da ponovno zavre in dodamo testenine. Počakamo, da vino izpari. S tem bomo izgubili ves alkohol, v hrano bo pa tisti najboljši okus, ki ga vino lahko da. Pomembno pri tej jedi je, da je nenehno mešate. Se pravi, na koncu boste dobili res dobra testenina z bogato kremno teksturo. Sprejele se vam ne bojo in učinek bo zares neverjeten. Vino je skoraj do konca izparelo, tako da začnemo zalivati z juho fondom. Če nič od tega nimate, uporabljajte vodo. Ne zalite preveč. Nekako zalivajte skozi, toliko, da bo testenine pokrite. Evo, tako, naše testenine se zelo super kuhajo, vse je tako, mora biti. Skratka, zdaj v tej fazi vi lahko dodajate razne stvari. Lahko uporabljate namesto slanine dimljeno ribo, lahko uporabljate različne vrste sezonske zelenjave, paradižnike, skratka, karkoli vam je ljubo, karkoli imate v hladilniku ali pa na vrtu. Zdaj po mojem občutku, nekako bi že testenine skoraj mogle biti kuhane, najlažje tako, da preverite. Ker imate tukaj različne vrste testenin, bo čas tudi malo različen. Tako da nekje v vmesnem času vzamete od vseh testenin, ki jih imate na voljo. Prijetno al dente so kuhane. To je zdaj trenutek, v katerem dodamo še vse ostale sestavine. Se pravi, peteršilj, malo naribenega trdega sira, malo kakovostnega olivnega olja in pa malo masla. Vse te sestavine bodo naredile jed tako kremno in bogato, olivno olje malo sveži, prav tako peteršilj. V tem trenutku smo jed zaključili. Neverjetno kremna, zaradi vseh sestavin, ki smo jih dali noter, pa zaradi tega, ker smo jo ves čas mešali. Odlična jed, ki bo osrečila celo družino. Po drugi strani pa še naredimo nekaj dobrega, spraznemo omaro vseh odvečnih škatel za testenin. Pa dober tek.